To so poudarki današnjega dnevnika. V dvorani Duše Škof v Murski Soboti je potekala konferenca pred 14. podelitvijo priznanja Zlati kamen. Na pogovor o pomenu glasbe za razvoj otroka smo povabili glasbeno pedagoginjo Tjašo Šimonka-Kavaš. V Cerovu nadaljujejo z varnostnimi ukrepi po včerajšnjem požaru. Gasilci so opravili tudi meritve ogljikovega dioksida. V antikvariatu v Murski Soboti je potekala garažna razprodaja zbranih predmetov. Vreme jutri bo večinoma oblačno, le v južnih in zahodnih krajih bo zapihal južni veter, ponekod bo tudi dež. Spoštovani gledalke in gledalci, pozdravljeni v družbi Pomurskega dnevnika. V Murski Soboti je potekala konferenca pred podelitvijo nagrade Zlati kamen. V letošnji finale se je uvrstilo 10 občin, lani je laskavi naziv dobila mestna občina Murska Sobota. V dvorani Duše Škof v Murski Soboti je potekala konferenca pred podelitvijo priznanja Zlati kamen 2025. Izbor kraja ni naključen. Zlati kamen 2024 za najbolj prodorno občino je osvojila prav Murska Sobota. V letošnji finale se je uvrstilo kar 10 občin. Preko video povezave je zbrane nagovoril minister za javno upravo magister Franc Props, ki je v nagovoru izpostavil predvsem energetsko učinkovitost. Rdeča nit tokratne konference poenostavljeno je občinska energetika oziroma aktualna vprašanja, ki se nanašajo na energetsko samooskrbo, prehod na obnovljive vire energije, energetsko prenovo stavb in gradnjo nizkoenergijskih objektov, spodbujanje prebivalcev k razumni rabi energije ter ozaveščanje prebivalstva o ukrepih za nižjo rabo energije. Prihodnost Slovenije mora biti okoljsko vzdržna in ta prihodnost zahteva dodatne investicije, ki jih lahko zagotovi več deležnikov. Energetsko varna in trajnostna prihodnost Slovenije seveda terja nove investicije, tako v zasebnem sektorju kot tudi prednostno usmerjanje in uporabo razpoložljivih javnih, nacionalnih ter evropskih sredstev. Zlati kamen v letu 2024 je prejela mestna občina Murska Sobota, ki jo je župan Damjan Anželj poimenoval Zeleno srce. Srce kot simbol črpalke, utripa, in tako je tudi mestna občina kot največja občina v regiji tista, ki mora biti gonilna sila in tudi dejansko pomagati ostalim, se pa zavedamo, da mestna občina kot taka ne more biti uspešna, vkolikor niso uspešne tudi druge občine v regiji. In moram povedati, da v zadnjem času se v regiji znamo in zmoremo povezovati, kar je tudi nekako cilj in potreba današnjega časa. Zato verjamem, da bomo tudi v prihodnje nekako v Pomurju spoznani kot tiste občine, ki bomo tudi nekako lahko posegale po teh laskavih najvišjih nagradah. Glede na laskavi naziv, ki ga je mestna občina Murska Sobota dobila v letu 2024 in na besede župana Anželja lahko upamo, da se bo pokrajina razvijala v skladu s povedanim. V našo družbo smo danes povabili gospo Tjašo Šimonka-Kavaš, glasbenico, pedagoginjo in ustvarjalko Kalilenice, glasbene pravljice, ki preko pesmi, plesa in igre povezuje starše z njihovimi najmlajšimi. Tjaša, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Za začetek bi nas zanimalo, kaj pravzaprav pomeni Kalilenica in kako se je rodila ideja za takšen koncept. Bom kar z idejo najprej začela. Ko sem bila na porodniški svojo prvo hčerkico Katarino, sem dobila v roke pesmarico Ringotu. To je madžarska pesmarica, ki ima že dolgoletni koncept, ko izvajajo delavnice. Ringotu pomeni zibalnice, torej da se zibaš. In so to delavnice za najmlajše otroke za starši. In starši se tam učijo madžarskih, večinoma so to madžarskih ljudskih pesmi,
kakšnih izštevank teh zadev. In te stvari potem prenašajo na dom. In meni se ta koncept tako zelo dopadel kot učiteljici glasbe, ker se zavedam, da otroci danes, če so doma z glasbo v stiku, so to ponavadi starši, ki že tako ali tako radi pojejo in jim je glasba blizu. Če to ni, potem doma glasbe druge kot te posnete niti ne slišijo. Potem pridejo v vrtec in je meni čisto normalno, vsak ima svoja močna področja in tudi vsem vzgojiteljicam ni močno področje glasba, kar je čisto normalno, ker vsi imamo neke svoje prioritete. In vsaka vzgojiteljica se trudi predati neko glasbo vseeno naprej, ampak pri nekaterih je tega več, pri nekaterih manj. In zdaj, če otrok še v vrtcu naleti na eno recimo osebo, ki ji to ni blizu, še tam ne dobi glasbe in potem pride v šolo in tam se pa pričakuje, zdaj pa pridi pet k pevskemu zboru in mu glasba niti ni blizu. Ne? In se nekaj zgubimo, mogoče že celo tisto eno glavno obdobje, kjer se te stvari razvijajo. Ne? In z tega vidika sem takoj že imela željo, da bi se tu nekaj naredilo. In sem povabila zraven dve prijateljici, Damjano in Jasmino, ki sta tudi to zgodbo potem z mano začeli. Jaz sem prišla z vsemi možnimi idejami in potem smo te stvari skupaj navrgle in pionirsko začele stvari izvajati. Najprej enkrat, dvakrat celo doma, da smo kakšne znance povabile, da so nam dali neke povratne informacije, kaj se jim zdi fajn, kaj ni ok, kaj je še treba spremeniti. In potem je Kalilenica prvo sezono zaživela, pa drugo zdaj dejansko že tretjo sezono izvajam, zdaj sem sama pri tej stvari. Sta se punci odločili, da se ne vidita več v tem, da jim je sicer stvar še vedno všečna, ampak da sta tisti dve deklici, s katerima smo začeli to izvajati, njuni že mogoče preveliki za to. Je bilo prenaporno, sama pa res vidim v tem eno poslanstvo in sem rekla, jaz pa želim vztrajati naprej, ker vidim neko vizijo v tem in širšo sliko. Zdaj pa Kalilenica. Zakaj Kalilenica? Moja je Katarina, od Damjane Lena in od Jasmine pa deklica bila Lija. In ko so bile prvotne, s katerimi smo začeli koncept izdelovati, je ena izmed Damjane, mislim, da je Damjana prišla na idejo, ali pa možno, da delam krivico, pa je to bila Jasmina. Kaj pa, če bi si dale delovno ime iz začetnic njihovih imen? In jaz sem rekla, ne, meni je pa to všeč, da naj tako ostane, ker zveni zelo otroško, originalno je, tako da je ostala Kalilenica iz začetnic oziroma z prvih zlogov imen naših deklic. Odlično. Zdaj tudi znanost pravi, kaj otroka naučimo nekako do 6. leta oziroma mu privzgojimo, potem to s seboj nosi celo življenje. Glasba pa, kot vemo, že od nekdaj sprošča, pa tudi uči na nek način, ne? Res je, zelo, zelo pomembna je za otrokov razvoj. In tu smo tudi mogoče učitelji glasbe krivi, ki potem učimo te generacije in mogoče so nekateri že bili vzgojeni, če jaz nimam posluha, jaz ne vem pet in tega slišim še in še. In se bojijo potem otrokom pečeš, kaj bodo narobe naredili. Vse pa otrok ne ve, če ti imaš ali nimaš posluha. Že ta čas, ki si ga namenil otroku s tistim, da si mu nekaj pel, je toliko vreden, da sploh ni pomembno, če je zdaj posluh bil ali ne. Tako da tu je že tista prva, kjer se starši mogoče prestrašijo celotne zadeve. Samo otroci, ko so tako majhni, so najbolj hvaležni poslušalci. Potrebna je le volja, ne? Ja, in zraven se učimo potem na Kalilenici še teh zbadljivk, izštevank, kjer pa posluh ni pomemben. Je ritmično neko izgovarjanje. In zdaj sama pesem, sama glasba, sama ta ritmična izgovarjanja, prvo kot prvo stareš se kvalitetno druži z svojim otrokom, mu nameni čas. Glasba otroka pomirja. Sama neštetokrat povem, da včasih, ker zdaj že imam 2 otroka in ko sem mogoče sama z njima, pa je vse zelo kaotično, se zalotim, da začnem včasih peti nekaj in samim petjem sebe pomirim, ker začneš dihati, rabiš sapo za petje in tudi preusmeriš misli, ne, od otroci tistega, se kar te umirijo. boli. Pomaga, če jih kaj boli, da se jim zapoje, ker jih pomirja. Pomaga pri socialnem razvoju, pri čustvenem razvoju te empatije,
pri spoznavanju neke narave, okolja, ker so nove besede notri. Pri razvoju govora je zelo pomembno, da čim več te stvari vidijo. Torej, kakorkoli zveni enostavna stvar, ja, učimo se peti pesmice, starši se učijo, ampak je toliko pomembno za otroka, da jaz mislim, da vsaka tista minutka je zlata vredna, ne. Odlično. Komu pa je kalilenica v bistvu namenjena, kako potekajo ta srečanja, delavnice, ali kdo tudi med vašim srečanjem morda zaspi? Ne, je ponavadi zelo živahno. Zato, ker srečanja so namenjena staršem. Večinoma prihajajo mamice, sem pa vesela, da vsake toliko pridejo tudi atiki, tudi babico smo že imeli. In oni se učijo teh stvari. Ne otroci, ker otroke smo pa že večkrat videli, včasih so bili čisto raztrešeni, sploh niso bili zdravi in so bili po svoje in so starši prišli na senič pa so rekli, vse je znal doma, vse je bilo domače, nekje vseeno srkajo, poslušajo in vejo te stvari. Tako da je vedno tisto prvo navodilo, če otrok želi sodelovati, naj sodeluje, če ne, pustite. Naj gre, pa je nekje v prostoru, posluša stvari, vsake toliko se vračajo pol nazaj, ker imajo tudi otroci tiste stvari, ki so jim ljubše in pol pridejo nazaj k staršem in sodelujejo. Tako da so ponavadi zelo razgibane zadeve, ni to neka taka umirjena stvar, ne. Ravno zato je bilo moje vprašanje, ker večina staršev nažalost pozna samo te uspavanke, ne, oziroma je nekako so bolj poznane te uspavanke za otroke, ne pa tudi kakšne izštevanke in tako dalje. Oziroma se to bolj prakticira v vrtcu, šoli, doma pa potem, ne, gre to v predal. Doma izostane, ne, ta stvar je lažje vklopiti YouTube, pa tisto tam špila. Tako. Otrok se itak zamoti, ne, ampak je pa več vredno in otroci te stvari srkajo. Tako da je res, jaz mislim, dobro izkoriščen tisti čas. Srečanja imamo pa vsak ponedeljek ob 5:00 v knjižnici v Murski Soboti. Ta srečanja delujejo kratka. Ponavadi sem opazila, sicer so polurna, nekje čas, ki ga pa jaz vidim, da izvajam, ker imam vedno 1 uro nastavljeno, je nekje 25 minut so otroci še pri stvari. Tako da tistih 5 minut je tistih akademskih za zbiranje, potem pa nekje do 5:30 z njimi delam, ker že vidiš, tistih zadnjih 5 minut je navadno že zelo kaotičnih. Koncentracija pa misli malo begajo, ne? S kakšnimi odzivi staršev in otrok pa se srečujete? Recimo, zdaj, ko so nekateri že malo večji, tistih najverjetneje še ni, ki bi zdaj že svoje otroke vozili, ne? To še prihaja. Jaz upam, da bo tako daleč šla stvar. Drugače pa so zadovoljni starši, sploh zaradi tega, ker niso imeli materiala, ki bi ga izvajali. Jaz sem se striktno odločila, da ostanem pri ljudski glasbi, ker tu še vidim še en dodaten doprinos, ker se ljudska glasba izgublja in se na tak način vseeno prenaša spet na te mlajše rodove. Druga stvar je pa, da ljudska glasba nima vedno tistega točnega besedila, da bi se ga zdaj ti moral držati in da je to edino pravilno. In staršem tudi rečem, če pozabiš nekaj, si izmisli zraven, dodaj svojo besedo, spremeni, ker ni pravil. In jih na tak način tudi probam sprostiti, da zdaj pa ni nujno, da vedno točno tako da spodbujate tudi ustvarjalnost, ne? Odlično. Za konec pa me zanima, ali načrtujete še kak podoben projekt, ali bo ostalo pri kalilenicah? Kaj se obeta prihodnosti? Od začetka jaz imam vizijo, da bi rada, da se taka stvar ne sicer z moje strani, ampak da se izvaja po celotni Sloveniji. Ker to ni potrebno samo tu. V tujini je ta praksa, obstajajo take zadeve, ki se izvajajo potem za te najmlajše že leta in leta. Pri nas tega ni. In bi želela dejansko najti neke entuziaste, kot sem jaz sama, da bi se tudi drugje po mestih izvajala kalilenica kot taka, ki se izvaja tu. Res je. To izročilo ljudskih pesmi je res bogato in po celi Sloveniji, tudi glede na regije, različno. In želimo vam seveda, da bi razširili to vse do Portoroža. Jaz tudi to želim. Zdaj bomo videli, kako bo stvar nanesla. Trenutno sem v fazi, ko pripravljam eno knjigico Kalilenica, kjer bo nekaj pesmi, nekaj teh izštevank notri, podprto tudi s posnetki, ki jih bom dala na neko povezavo, da se lahko stvari poslušajo.
In bo mogoče malo lažje tudi nekoga pritegniti. Potem širše nekako priti, ne samo tukaj na lokalni ravni. Gospa Tjaša, hvala, da ste se oglasili pri nas in vse dobro še naprej. Hvala lepa. Po požaru v Puconcih nadaljujejo z ukrepi za varstvo zdravja ljudi, odstranjevanjem objekta in preprečitev ponovnega vžiga. V Puconcih, potem ko je včeraj požar zajel zbiralnico odpadkov, je v ospredju zdravje ljudi. Prav tako so gasilci izvedli meritve zraka in morebitne nevarnosti, predvsem pri najmlajših. Štefan Harkaj, ravnatelj osnovne šole, skrbi predvsem za varnost učencev. Že zjutraj je šola obvestila starše. Da bomo prekinili s poukom in potem tudi otroke prepeljali domov. Pouk se je sicer nadaljeval, a prezračevanje prostorov je omejeno. Gasilci pa aktivnosti nadaljujejo ves čas, kot razloži gasilec Drago Tanacek. Čez noč in tudi včeraj celi dan, pa tudi danes zjutraj se dejansko še gasilo žarišča, s tem, da do sredine hale ne moremo, ker pač zdaj trenutno potekajo rušilna dela, da bomo lahko prišli tudi do sredinskih žarišč. Gasilci torej pazijo na morebitna žarišča in posredujejo, poteka pa tudi intervencija oziroma rušitev objekta. In kot dodaja direktorica podjetja Simona Biro, je v višini škode preuranjeno govoriti. Trenutno poteka torej intervencija, v okviru intervencije se pač odstranjuje objekt, da se bo sploh lahko pogasilo požar, pa s tem preprečilo vso nadaljnjo večjo morebitno škodo. Župan občine Puconci je prav tako povedal, da odstranjujejo objekt, da se ogenj ne bi ponovno razplantel. Torej, ta odstranitev se je zdaj pričela, gasilske enote so v pripravljenosti, torej pripravljene, da potem zalivajo celotno to frakcijo, da se ponovno ne razplanti ogenj. V antikvariatu v Murski Soboti so pripravili garažno razprodajo. Vzdušje je bilo, glede na predmete, ki so jih prodajali, nostalgično. Garažna razprodaja, ki so jo pripravili v antikvariatu v Murski Soboti, je potekala v organizaciji družine in prijateljev zbiratelja. Prvi tovrstni tematski dogodek je privabil številne ljubitelje zgodovinskih predmetov. Obiskovalci so lahko izbirali tudi med predmeti, ki bi obogatili njihovo zbirko ali kakšen poseben kos. Na voljo so bile knjige, redke poštne znamke, pisalni stroji, porcelan, številni okrasni predmeti in stenske ure. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Današnje jutro je bilo oblačno, opoldne so namerili v Murski Soboti, Radencih in v Lendavi 13, v Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 9 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti, na Ptuju in Mariboru 9 stopinj, najvišje dnevne v Murski Soboti 17, na Ptuju 18 in v Mariboru 16 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno deževalo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med 3 in 10 stopinj, čez dan pa med 9 in 17 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca oddaje. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost in vas vabimo, da nas spremljate tudi preko naše spletne strani in na družbenih omrežjih.